Olimpija, ki je med tednom brez težav v gosteh odpravila Muro, je tokrat doma gostila nogometaše Celja. Še vedno so tudi Celjani neporaženi, remi pri Gorici in domača zmaga proti Muri v prejšnjem krogu. Prva priložnost gostov, prosti strel in Miha Zajc je bil pri žogi, na koncu je meril David Tomažič Šeruga nekoliko previsoko. 11. minuta, priložnost za Omladiča, prosti strel, žoga v kot, strani vratarja Kotnika, nato pa 12. minuta in velika priložnost za Nikolo Nikeziča, ki je dobro meril močno, vendar izkazal se je Kotnik in rešil svoja vrata. Nato še ena neverjetna obramba vratarja Celja Kotnika, potem ko je bil napadalec Olimpije sam pred vrati Celjanov, Kotnik pa je izvrstno posredoval in rešil zadetek. Domači so napadali, Kotnik je bil po strelu Vicenteja že premagana, žoga je za las zgrešila vrata. Proti koncu prvega polčasa pa so gostitelji vendarle prišli do prednosti, udaril je Lovrečič, Centrik pa je žogo preusmeril svoj gol in zabil avtogol za vodstvo Ljubljančanov. No, potem pa še zadnja akcija prvega polčasa. Olimpija je zadela prek Nikeziča, lep zadetek tega napadalca iz Olimpije in polčas se je končal zmago Ljubljančanov 2-0. Še drugi polčas in najprej nekaj zatišja, potem pa vendarle druga polovica nadaljevanja, lepa podaja pred vrata. Akcija pa se na koncu vendarle ni zaključila strelom. Še enkrat potem dobro vratar Kotnik, ki je vzel žogo Nikeziču, nato pa vendarle priložnost tudi za Celjane, slalom Mihe Zajca, na koncu pa so ga vendarle zaustavili domači nogometaši. Jeseni je Miha Zajc še igral v dresu Olimpije, dosegel je 2 imenitna gola, zdaj pa je že nogometaš Celja, na drugi strani je torej igral proti svojem bivšem klubu. Olimpija pa je bila še naprej boljša, najprej je bila to velika priložnost in na koncu še enkrat Kotnik, ki je tole žogo spet uspel izbiti. No, potem pa je Olimpija še enkrat zadela, Basker je udaril z razdalje in s pomočjo Krajcarja, ki je spet nesrečno spremenil let žogi, je Olimpija povedla s 3-0. Celjani se niso predali in najprej je po obratu meril Srdić in premagal nemočnega Šeligo 3-1. Ob koncu tekme pa še strel Zajca, ki je še enkrat več zgrešil. Izid pa je bil končen 3-1 in lepa zmaga za Ljubljančane nad Celjani.